Če pogledate statistiko, recimo samo za preteklo leto, boste hitro lahko ugotovili, da v nobeni prometni nesreči s smrtnim izidom kot vzrok ni bila navedena cestna infrastruktura. Pa kljub temu vemo, da bi lahko recimo z izboljšavami na cestni infrastrukturi zmanjšali posledice te prometne nesreče in bi se lahko mogoče tudi v določenih primerih izognili, da bi ta statistika ne bila smrtna žrtev, mogoče tudi ne huda poškodba. Se pravi, da se zavedamo, da lahko tudi cestna infrastruktura sodeluje. V osnovni statistiki imate podatke, kdaj se je zgodila nesreča, kdo je povzročil, starost voznika, ali je bil alkotest opravljen in tako naprej. Iz teh podatkov seveda dobimo neko osnovno sliko. Z stališča infrastrukture za nas bi bil zelo pomemben podatek, recimo torni koeficient. Kakšen je torni koeficient na mestu nastanka prometne nesreče? Pri zaviranju je zelo pomembno, da se torni koeficient čim manj spreminja. Spreminja pa se seveda z različnimi materiali, ki se lahko pojavijo na vozišču. V tem primeru govorim lahko o bitumenskih zalivkah, ki jih uporabljajo pravzaprav za krpanje nekih manjših razpok. To je zelo dobro za samo vzdrževanje voziščne konstrukcije, vendar tudi te lahko vozniku motornega kolesa povzročajo kar nekaj težav. Potem recimo še en primer bi navedel pokrovi recimo razne komunalne infrastrukture. Pri projektiranju nekako velja pravilo, da se te pokrovi umešča na sredino voznega pasu. Zakaj? Zato, da z vozilom, ko vozite, ne povozite vsakega jaška. Zdaj, če pa pogledate, kako motorno kolo vozi pravzaprav po cesti, boste ugotovili, da če vozi po sredini, vozi praktično po vseh jaških. In če potem začne voznik motornega kolesa se izmikati in iskati neke rešitve, potem boste že hitro ugotovili, da vsaka taka stvar lahko povzroči kar nekaj problemov. Dostikrat boste tudi sami opazili, da vzdrževalci pridno zapolnijo tisto luknjo v asfaltu z novim asfaltom, vendar v določenih primerih je lahko to za motorista tudi zelo nevarno. Pri zaviranju povzročajo težave, seveda je toliko manjši oprijem in potem seveda na tistih mestih se verjetno ABS večkrat sproži, kar podaljšuje vašo zavorno pot. Pri vožnji skozi krivino pa lahko pride tudi do odnašanja zadnjega, tudi sprednjega dela motornega kolesa in tukaj potem je zelo težko skozi samo krivino popravljati in pa iskati rešitve. Kaj bi to pomenilo v praksi? Seveda komunalno infrastrukturo bi bilo zaželeno premestiti na rob vozišča v smislu, če imamo tam kakšno bankino, če imamo tam pločnik ali karkoli, da se izognemo vsem tem pokrovom na samem vozišču. Recimo pri uporabi bitumenskih zalivk je treba biti pozoren. Pri krivinah recimo bi mogoče bilo bolj smiselno sanirati celotno površino, ne samo potem izvajati te zalivke ali pa lokalne sanacije. Še posebej na tistih cestah, ki so za motoriste bolj atraktivne in zanimive.